Zdaj bomo kar pri Maji ostali tokrat, da ne bo mikrofon preveč potoval. Drugo vprašanje. V bistvu, kaj dejansko ste se naučili v tem projektu? Se pravi, vi ste se nekaj morali naučiti od javnega sektorja, to je bila ideja, ne? Kaj ste se naučili od javnega sektorja, od IBM, visokotehnološka firma, torej, kaj je bilo tisto, kar ste pridobili? Kot prvo smo pridobili to vpogled v kompleksnost sistema in razumevanje, zakaj je sistem tako kompleksen. Kot drugo, dejansko lahko smo pustili našo osebno noto, naši posamezniki so pomagali pri reševanju dotičnih problemov, pokazali smo, kako mi gledamo na ta problem in kako se zadeva lahko, recimo, kako korporacija lahko izboljša njihov problem za uporabo različnih IT tehnologij. Predvsem pa mislim, da smo skovali zelo tesne stike, ki jih na neformalen način še vedno vzdržujemo in poglabljamo in to sodelovanje poteka še naprej. Tako da čas nikakor ni bil izgubljen. Socialni kapital. Dobro, Tomaž, kaj ste se... Tukaj bi se pridružil, se pravi ta povezava. Mi smo sodelovali z Ministrstvom za javno upravo, tako kot tudi z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Stiki, razumijanje, predvsem vsak posel delamo ljudje, ne? Niso to računalniki, niso roboti, ampak ljudje in to je ključni del. Drugi del je seveda se vživete vlogo teh sodelavcev, ki so v javni upravi, da so včasih omejeni z določenimi izjemami, ki pa mi v gospodarstvu nismo. In ko se vživiš v to vlogo, potem tudi lažje razumeš, kako določenih primerov dostopati. In tretja stvar, to, kar smo mi pridobili, je predvsem zbijati malo te mite, no? Da nista to dva bregova, oziroma mogoče je breg, ampak vseeno to ni zdaj neka široka reka, ampak se jo da tudi preplavati, ne samo s kakšnimi ladjami prevozom, sploh ne s kakšnimi vojaškimi ladjami. Torej, se da in to je ta del. Okay, super, hvala, Breda. Kaj ste se pa vi naučili od gospodarstva tokrat? Prava smo se pa naučili te odprtosti in tiste nesebičnosti, da pomagajo. Ker dejmo, tole naredimo, vse boste zmogli, dejmo tole pač speljati, zdaj še vaše okolje in tele stvari bomo naredili. Predvsem ta odprtost in res pomoč je bila tista neskončno idej, ki smo potem videli, katera lahko na kakšen način upeljemo v naše okolje. Pridružila sem jo zopet gospa Matica, ki smo že prej povedali. Dan se je začel malo nerodno, ampak mislim, da je fajn. V eni minuti nekaj skušamo odgovoriti na vprašanje. Zdaj, vprašanje, ki je v teku, je, kaj ste se naučili v tem projektu Partnerstvo za spremembe od gospodarskega sektorja? Jaz sem se naučila od gospodarskega sektorja, pa tudi od sebe, precej bi rekla. Sicer sem na ministrstvo prišla z gospodarstva, tako da mi to okolje sploh ni tuje. Sem se pa tekom samega projekta v bistvu naučila, da smo si vseeno zelo podobni. Kljub temu, da so stereotipi, državni uradniki so takšni, v gospodarstvu čisto nekaj drugega, ampak smo si pa podobni, no? Vsi smo ljudje. In moram reči, da sama sem se pa predvsem tekom izmenjave in seveda projekta, ko smo delali v skupinah mešanih, se pravi predstavniki gospodarstva in javnega sektorja, na izmenjavi predvsem naučila, da mogoče na ministrstvih malo preveč kompliciramo pa. Kdaj preveč računamo, da bo kdo drug kaj naredil oziroma hierarhijo in tako naprej. Gospodarstvo tega ni. Hvala za iskrenost.